Ja, živijo, Anžekle, tole je malo weird intro, ampak je treba par stvari povedati. Se pravi, ekipa Glav, kar pomeni pižama, Urša Menard, Matevž Žluzar in pa jaz smo za Planet TV komentirali Oskarje. To je bilo v ponedeljek 23.2. Iber zgodaj zjutraj. Komentirali smo pa sam med reklamami, se pravi, dejanski šov je bil brez komentarja, ker je edin prav. Smo pa mi par stvari povedali med reklamami, kot sem rekel. Zdaj na Planet TV, hvala Martin, so bili ful prijazni in so mi dali posnetek, tako da sem jaz v bistvu zvok ven pobral in sem zdaj zrezal tele glave. Tako da je v bistvu zadeva tako narejena, da boste slišali sam tisto, kar smo mi govorili med reklamami. Včasih nas malo odreže, zaradi tega, ker je pač bilo to v živo in se ni dal čist predvideti, kdaj točno bojo nazaj uleteli v živ prenos. Za vsakič vmes boste slišali tole. In ko slišite to, pomeni, da pol vmes se je pač šov dogajajo, pa so bile pač spet reklame in mi govorimo. No? Tako da mislim, da izseko je na 12. Smo imeli pa tudi mojega Yetija sabo, moj mikrofon, tako da smo tam, ko smo bili na Planet TV-ju. Naprej smo začeli snemati, posneli en kratek intro in potem, ko smo končali ob 6. zjutraj, posneli še enega. Ja, ful smo nenaspani, boh ve, kakšni so glasovi, ampak evo. Tako da zdaj boste slišali tale gong in se več ali manj glave začnejo. Danes je, sem vem, kjer dan je. Na ponedeljek, zdaj že ponedeljek. Ja. Danes je ponedeljek, 23. februar, ura je, gremo reči 2 zjutraj, I guess. Tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa, pižama, intro. Nimam pojma, kjer je po vrsti, so 50, pa tole glih ekstra, mesi so 50, da so bile zadnje. Grejo reči, ja. Ja, rečemo, da so 50, čistko. Tole so ekstra glave, vsi, ki nas imate radi, nas polajkajte še na Facebooku, na aparatus.si, na Twitterju, na aparatus, _si, pejte na iTunes, nam date kakšen glas, napisati kaj lepega o nas, ali pa date na aparatus.si pošiljnica podpri in 4, 8 ali 12 evrov mesečno darujete za Anžeta, si bo kupil klipsne za prpet veke gor. Ja. Ker zdaj ne res, vi tega ne vidite, ampak dejansko Anže, ko je v zaspanem modu, veke ima do kolen. Veke ima take, kaj je imel dr. Levi z magnetnim trakom v šestne mečice. No, kje si se njega spomnil? Ker vidiš tiste ušesa, tisti ne gre ven iz glave na kod. Tom ga dela kakao polaga na vas, v glavnem. Nahajamo se v prostorih Planet TV, kjer bomo čez pol ure začeli komentirati Oskarje. Čez 21 minut. Čez 21 minut. Okay. Živo in sicer v zasedbi poleg naju z Anžetom je tukaj še naša dežurna dopisnica za slovenski rap in 80. leta, Urša Menard. Čau, meni se zdi, da Anže bolj kot Tavli zgleda iz South Parka. Amak doun za sprej zapucati tipkovance. Wow, Tavli, to je pa deep cut, se temu reče. Okay. In pa dežurni dopisnik za upokojence in otroške nalezljive bolezni, Matevž Žluzar. Lep pozdrav. Živijo. Danes se bomo pogovarjali tukaj, mogoče ste nas poslušali v živo, če ste nespečni. Mi bomo probali zrihtati te posnetke, tisto, kar bomo govorili med oglasi in potem na koncu še en tak povzetek, da bojo za tem uvodom prilepljeni. Mogoče bo pa samo ta uvod. Nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. Kaj se bo zgodilo, ampak za začetek takole, bomo položili stave v 4 glavnih kategorijah. Se pravi, ženska vloga, moška vloga, režija in pa film. Urša? Stavam, da bojo razdelili glavni 2 nagradi, tako kot že zadnji 2 leti. Mislim, da bo dobil Birdman Oskarja za najboljši film, pa Boyhood oziroma Richard Linklater za najboljšega režiserja. Moti se. Zna biti. Upam, da bo vsaj to. Tim Boyhood. Stavam na Julianne Moore, to mislim, da ni dileme, pa v tej kategoriji mislim, da se zna zgoditi presenečenje in da patriotizem vseka ven in da dobi Oskarja za najboljšega igralca Bradley Cooper. Ne. Tako zanimivo, no? Ja.
Jaz pravim, najboljši film bo Boyhood, režija bo Birdman. Ja, jaz tudi. Jaz mislim, da bo Birdman dal režijo. Ja. Igra pa navijam, da bo Michael Keaton. No. Ker bolj meta filma že dolgo ni bilo na Oscar. Ok, jaz se že spet strinjam z Luzarjem. Ja, jaz tudi. Z vseh treh točkah, čeprav verjetno bo, se z nas zgodi, da bo Cooper ali pa bo šli spet zlavo v tega nekega genija na robu, oziroma nek klik, ki je tako močen, kar radi nagrajujejo. Eddie Redmayne, ali pa tudi to Benedikt, čeprav Benedikt vprašanje ni to. Eddija bi lahko tudi ti pižame igral, vse dobi na invalidskem vozičku, pa računalniški zvok od Sirija bi imel gor. Ja, ampak to. vsi vemo, da Oscar. Pa z CGI-jem bi mi telih 100 kil dodatnih, ne? Ja, stranal. Veš, kaj vse znajo, čarovniki so. Ne, to je pa že method acting, tako da bi hujšel po mojem. Jaz bom še copata naprej, pa se bom Urži pridružil za Julianne Moore. No. Jaz tudi mislim, da Julianne Moore. Ja. Tle skoraj ni vprašanja. To bo stransko vlogo J.K. Simmons tako zadnji mesec, ker v spredju. V bistvu stranske vloge, po moje, da so že kar podeljene. Bolj ko ne. J.K. Simmons pa Patricia Arquette, mislim, da sta pobirala vse te nagrade kritikov. Ja, pa res, Patricia Arquette. Lepa. Tako da tole bo kar, v bistvu od igralske kategorije, po moje, edin ta moška vloga glavna. Come on, ja. Batman, no. To je the original Batman. Dejansko je Michael Keaton v tem filmu bolj Batman, kot je bil Batman v kjermukoli Batman filmu, kjerkoli igralske Batman. Ja, to je res. Ne, Clooney. Čakaj, da pride Affleck. Ja, sam Affleck ne bo Batman, on bo v Justice League, ne, to je druga. Ja, pa bo Batman. Ja, bo Batman. Batman vs. Superman. A ja, Batman vs. Superman, a ni to Justice League? To je ta prvi pride. A po je Justice League. To mi je tako všeč, ko se veš, imamo pri Oscar in pa se pogovarjamo o Batman vs. Superman. Ja. To je pač, da umestimo Oscar je tja, kamor paše. Ne, drugač pa, daj bo se zaredil. Jaz sem pa rekel, da a sem lahko mal antagonist. Vsem pa bom rekel, evo, bom pa navijal za Rosamund Pike. Čisto zato, da sem kontra, evo, da sem antagonist. Jaz navijam za Steva Carella, ampak vem, da nimam šans. Ja, jaz mislim, to je ti, znaš, kdo bi mogel, pa kdo bo. Steve Carell bi mogel. To traje, da bi Mark Ruffalo dobil. Ja, ok, to je res. Ampak ok. To je res. Pustimo sanje. Okay. Zdaj pa gremo reči, da je bo tole intro, pa bomo videli, koliko imamo prav, pa koliko ne. Zdaj pa z malo sreče boste zdaj začeli poslušati posnetke tega, kar smo mi govorili med Oscarji. Je res. Tako je. Okay, zdaj pa, kaj pa zdaj naredimo? Zvočen efekt, nekaj reči. Odlično. Odlično. Okay. Ja, noč. Mislimo, da 50 glave Oscarji. Evo. Love. Lep dober večer vsem pred zasloni Planet TV-ja. Nocoj čas za 87. nagrade Oscar. Danes bomo spremljali tukaj z vami Boštjan Gorenc Pižama in pa glava podcast mreže Aparatus, Anže Tomič. Anže, živijo. Živijo, Boštjan. Potem režiserka Urška Menard, ki je delala dokumentarce o 80-ih in o rap glasbi, zdaj je pa delala še o dekletih z imeni Mojca. Živijo. Čau, dobro večer. In pa še Matevž Luzar, človek, ki je delal filme o upokojencih, Vučko, ki je bil nominiran za študentskega Oskarja, Sreča za umret, Prezgodaj 2 metra spodaj, potem pa upokojenci niso smeli več delati na črno in zdaj pripravlja film Dekleta na joče, v katerem igrajo mlajši ljudje. Živijo. Živijo, dobro jutro. Danes bomo delali družbo med oglasi. Pravzaprav je zdaj nizki štart, da začnemo. Se slišimo potem, zares. Zdaj pa uživajte v povzetku Rdeče preproge. Prvi Oscar je podeljen, kaj pravite, J.K. Simmons se je za Ritem norosti oziroma film, v katerem se klofutajo največ po blaxploitation filmih in njihovih zvodnikih z napudrenimi ročicami. Kaj menite? Ja, to je bilo kar pričakovanje. Čeprav jaz sem navijal za Ruffala, Marka Ruffala, on je imel najboljši bil, pa Edward Norton. Ja, ampak zasluženo. No. Jaz tudi, ampak v bistvu mislim, da je bil to bolj Oscar, kot za to vlogo Oscar za enega igralca, ki se je že 20 let pojavila povsod, pa
letos so si končno ljudje zapomnili njegov ime, ker prej so bili vedno model, kaj že? Unizoza. Čeprav pazi, zdaj mogoče mu je to pomagalo, ker zdaj je bil v BoJack Horseman. Ja. To je bil zigar velik. To je ta Oscar moment, ki ti ga da. Tako kot lani True Detective. Ja, sem to res, on je bil en dunih, ne. Iz Unga, ki sem ga tam videl, zdaj ga pa kle vidim. Pa tam je bil ful dober, veš, tam parkovnik, Bernard Feridin, ki je igral tega. Tako da jaz upam, da bo še kdaj kaj dobil, da ni bilo zdaj tam da je to v bistvu njegov lifetime achievement. Ne, potem bo zdaj on lahko nabil honorar pa za penzijo zaslužil. To je mogoče res. Kaj pa uvodna točka Neil Patricka Harrisa, dokaj varno, da kar prehod pred osnovno šolo? Ja, jaz, če bi doma gledal, bi že spal. To je ta, a se da kaj slabšega reči? Ja, lahko bi ga toliko ziritiral, da bi se čez zbudil in bi preklopil nekam drugam. Ne, samo to je Neil Patrick Harris, pač Broadway, ki je on konstantno tam po toni skače. Sam jaz ne štekam, ne. Oskarji so filmska prireditev, kaj ima kabare za delati. Zato, ker pa, na toni hoče biti velika filmi, na Oskarji hoče biti velika Broadway, razen na Golden Globesih in vse, in ko vsi pijejo, ampak jaz se vsi malo trudijo, da biti nekaj drugega. Zgledujmo se po Golden Globesih. Da bomo preživeli. Urša, ti si zelo vesela, ker so Maroon 5 prišli na oder. Srce mi je poskočilo nenadoma. Je pa Urša, to skozi poslušala, ko smo bili na Kediji. Ja, prav Maroon 5, pa ne, tako rekoč Maroon 5 pa kulijo. Mislim, da če se še kulijo pojav danes, mislim, da bom kar poskočila. Če se kulijo pojav danes, je nekaj urah narobe. Dajmo samo zdaj prihaja počas kostumografija v igro, toliko časa še imamo. Kaj mislite od telih, ki jih imamo zapisane, kateri bo, a bo ratel Grand Budapest hotelu ta prvega snet? Ja. Grand Budapest hotel. Jaz mislim, da bo Grand Budapest mogoče na koncu celo film z največ Oskarji. Ampak s stranskimi temi. Ampak s temi tehničnimi kategorijami, vizualnimi. Ampak bom čist vesela, zato ker Milena Canonero je totalna legenda. V bistvu on prvi film, ki ga je naredila kot kostumografka, je bil Clockwork Orange. What? Ja. Okay. In ta gospa je res huda. In pol je dobila Oskarja še za Barrya Lyndona in delala je z Wesom. Barrya Lyndona je delala? Ja, on je s Kubrickom delala. Zdaj delava z Wesom Andersonom. Ja, in zakaj, kje manjka zdaj real film, zakaj ni imel te maskare pod očesom? To pa je pol naslednja kategorija. Jaz bi sam tle rekel, škoda, da Ralph Fiennes ni nominiran za glavno moško vlogo, ker bi se zaslužil Oscar. Ja, to bomo še malo pojokcali, ko pride ta kategorija na vrsto, ki je po mojem mnenju še kar katastrofalna letos. Dokaj. Spet, a se da kaj slabšega reči. Okay. Pa še Best Makeup and Hairstyle, se pravi maske in oblikovanje, pričez zdaj vemo, Patricia Arquette definitivno ne dobi tega Oscarja. Ja, tukaj pa po moje Grand Budapest ali pa Foxcatcher. Tako, uspelo nam je uganti, Grand Budapest hotel je dobil za kostumografijo, pa tudi maska in oblikovanje pričesk sta pada. Kaj je bolj prepričalo to, da so tisto frizuro Tildi in jo naredili da zgleda starejša od 20 let, ali to, da so mu po streščku ukradili Tošove brke in jo gor narimali? Meni osebno, v bistvu, jaz sem tle bolj bil prepričan, da bo Foxcatcher dobil, ampak nimam nobenega problema z Grand Budapest hotelom. Ja, zdaj smo vsi full fani Budapest hotela, tako karkoli bodo tako, Ja, Budapest hotel je en tak underdog danes. Ja, je pa res, da nos na Steveu Carellu pri Foxcatcherju si tudi zaslužil Oscarja, to se več. Pa to je hecen ponovadi nos na Oscarjih ful zažgene, recimo Nicole Kidman v The Hours. Ponovadi dobiš Oscarja in še enega za igralca in za masko enega. Zato, ker surlo narediš. Ja, danes ta nos očitno ni bil učinkovit dovolj, ampak mislim, da smo vsi zadovoljni zmagovalci v tej prvi rundi. Tako da ja, 2-1 za Grand Budapest hotel. Trenutno prihajajo pa zdaj stvari, se pravi, bolj kratkometražni animirani film, kjer mislim, da jih nismo prav gledali animirani celovečerec, ampak tega bomo potem pokomentirali. Dajmo zdaj mogoče posebne vizualne učinke, ki še prihajajo. Tukaj je pa spet ta mogoče varianta, zakaj
ki se zdaj porajajo, da bi mogoče kakšne nove kategorije tudi lahko uvedli. Recimo, zakaj nimamo še kategorije za najboljši računalniško generiran lik, ki ga upravlja živi igralec? Ja, zato, ker bi pol Andy Serkis vse pobral. Ja. Mislim, da to je edini razlog. Drugač pa jaz bi sam rekel, med nominiranci za posebne efekte je X-Men Days of Future Past, ki je sicer dokaj poprečen film, ampak je noter ena scena, ki si pač dejansko zasluži Oscarja, ko Quicksilver laufa po okrogli eni sobi, je res epsko narejeno. Tako da vsi ostali so fajn, ampak ta scena, tle so se preveč potrudili, da bi jim ga ne bi dali. Pa še tako X-meni bodo dobili vsaj enega Oscarja. A misliš, da ne bo... Jaz bi na Opice stavil. Jaz tudi mislim, da Opice. Super. Andy Serkis pač. Ja, okej. Čeprav pa tudi Interstellar, v njih par scen, ki bi bilo mogoče, da saj Nolanu nekaj dajo, da ne v neho filmov dela. Sicer pa hecem, da ni v bistvu danes nasploh med nominiranci Under the Skin. Ta film je imel odlične vizualne efekte in fotografijo, pa tudi Scarlett Johansson, mislim, da je bila kar najboljša, kar je bila do zdaj. Ja, ona bi tudi bila komod nominirana. Bi bila huda kandidatka, ja. Tako da ta film so začuda čisto spregledali. Zgleda, da je bil malo preveč nenavaden za akademijo. Tako da pa rečemo vsi, da bo ta idrijski živosrebrni možakar. Ja, jaz pravim X-meni. Jaz ne pravim. Vidva pa planeta. Planet, ja. Čeprav mislim, da kje drugega bi bil, verjetno. Jaz mislim, da tako. Jaz mislim, da mogel bi X-meni zna biti, da bo planet dobo, ampak da ga pa Interstellarju, ker Nolanu nikoli morajo dati. Vemo pa, da pol pri animiranemu celovečercu ne bo Lego filma. To je pa največji rip-off v bistvu letos. Mislim, Lego film je bil en boljših sploh filmov, ki so prišli letos iz Hollywooda in je največja žalost, da ga ni not. Upam, da bo dobil za najboljši komad, ki je nominiran. Jaz mislim, da ne bo, ampak bi se pa definitivno zaslužil. Mislim, da bo ta pesem oziroma ta nastop tudi vrhunc tega večera. Tako dolžni smo rahlo opravičilo, ker so menjali neke bloke po tem scenariju pol ure pred začetkom in oziroma kakšno uro več in smo se pogovarjali v drugem bloku, ampak je pa prišel zdajle Everything is awesome vseeno. In mislim, da je to, če bojo kakšen komad vrtel, kakšen posnetek iz Oscarjev se na veliko predvajal po YouTubeu, da se bo tale bolj vrtel kot uvodni song. Definitivno. Pa tudi lepo, da so vsi dobili te tolažilne Oscarje iz Lego kock. Tako da bo vsak nekaj odnesel domov, to se mi zdi zelo. Ja, na eni točki je Oprah dobila Oscarja. Iz Lego kockam pa ga je dobila, tako da to šteje. Ne, drugač pa ja, moj bog, ta komad je fajn. Ta komad je res fajn, ja. A je awesome! Smo pa videli najboljši Oscarja za najboljši tuji film, pri katerem je bilo zanimivo, kako so imeli vse te režiserje za tuji film lepo posedene tam v en kot, češ. Vi bodite tu, preostali svet. Dajmo najprej malo uidi, pa se bomo potem pogovarjali mogoče o drugem največjem manjku poleg Lego filma, to je o tisti... Višji sili, ja. Ampak dajmo zdaj to Ido. Matevž... Ja, jaz sem sakar na črno-bele filme, tako da meni, ki sem videl ta film, sem se takoj zaljubil ta film. Tako da to je meni bil v bistvu en boljših evropskih filmov, čeprav Force Majeure, Višja sila je moj favorit. Ne, se na eni točki se bomo itak mogli o Višji sili pogovarjati, ampak ja, Ida, fajn, ne. Mislim, vse glede na to, da je bil nominiran in to zelo zasluženo za najboljšo fotografijo, mislim, da ni bilo dileme, kdo bo zmagovalec. Ja, mislim, to je kar mal precedens, da je tudi evropski film nominiran za najboljšo fotografijo. Ne? Ja, sam so že spet vzhodni blok, ne, so to morata video vedeti, ne, Čehi, Poljaki, pa to oni ba je znajo snimati, pa ni tako. Ja, v Vudžu je v bistvu ena najbolj znanih filmskih šol za filmsko kamero, tako da... Ja, prav ekstra presenečenje ni. Je pa drugače tudi Leviatan tako zelo vreden film za si ga pogledati, čeprav po moje, da je odvrnil ene od teh glasovalcev, ker je mal dolg in da je pa prijetnih 80 minut. Tako da mislim, da to velikrat odloča pri tem, kjer film si bojo pogledali, ker je, da ni več obvezno, da pogledaš vse filme, preden glasuješ. Pa Leviatan je imel v bistvu v zadnjem mesecu kar hudo kampanjo, ne, tako... Ja, se za tega se kar pričakovali, ne, po svoje malo. Te dva sta bila nekako. Ja, sam sej.
Sam glede na to, da je Ida v bistvu slavila tudi na evropskih filmskih nagradah, to ni tako presenečenje. No, da je višja sila. Višja sila, dajmo. Ja. Film, ki je super huda osebna družinska drama. Ja. Ja, v bistvu jaz sem napovedala na podcastu Glave, da bo Višja sila dobila Oskarja za najboljši film, za spremembo letos, da ne bo en film o holokaustu in poglejte, kaj se je zgodilo. Ne? Natanko nasprotno, Višja sila niti nominirana ni bila, čeprav so bili na tem shortlistu 9 filmov, ki ga objavijo, preden pridejo ven nominacije. Je pa pri tej kategoriji vedno neka čudna stvar se zgodi, ne vem, tudi te filmi, ki jih izberejo posamezne države, so včasih je vmes kakšen res čuden. Recimo Francija je imela letos kandidata to biografijo Yves Saint Laurenta, ki je pravzaprav ni nič posebenega, pravzaprav imela pa Francija ene 3 ful dobre filme letos na tem, na festivalih, rečemo Banda punc ali pa Party Girl, je tudi te dva sta bila v Cannesu zelo uspešna. Tako da je vedno pravzaprav dosti nepredvidljiva kategorija po eni strani, po drugi strani pa z filmom o holokaustu skoraj ne moreš rešiti. Ja, in zdaj prihajamo v naslednji del, kjer pa bomo imeli zdaj te kratkometražne filme, tako igrani kratkometražni film kot dokumentarni. Pojavili so se na Vimeo, ne? Ja, na Vimeo lahko... Ja, kaj ne rečemo, najboljša igralka v stranski vlogi, presenečenja očitno ni bilo. Ali je bilo? Ne, vse to se kar napovedovali, tudi dobila je nagrade te cehovske, tako da... V bistvu že cel let ta isti listek, oziroma 2 meseca, ali koliko od novembra, ta isti listek iz žepa vleče in ta imena bere, ampak jaz mislim, da je bila ta nagrada kar zaslužena, po moje, da jo vsi prvoščimo, tako da... Ja, najboljša stranska igralka, torej Patricia Arquette s povremenskim taftom. In, kaj pa prihaja? Dajmo tole še mejha, ne dajmo biti malo poučni, da vidva zdaj, ko sta od foha, Urša Matevž malo razložiti to mešanje zvoka in montaža zvoka. Kaj je eno, kaj je drugo? Ja, najbolj enostavno bi bilo to razložiti. Montaža zvoka je to, kar slišiš, se pravi vsi zvoki, ki so v filmu, kar je dodan naknadno, kar je posnet, kako je to zmontiran. Mešanje zvoka pa pomeni, kako ti to slišiš. Se pravi, zvok je postavljen v prostor, to se predvsem v kinu se to najboljše pas, kako je zvok v prostor postavljen, kakšna so razmerja med glasbo, dialogi, efekti. To je pravzaprav zelo tako tehnično zahtevna zadeva. Ja, pa pri nas bi v bistvu mi to bolj preimenovali kot oblikovanje zvoka. Ja, tako. In mislim, da je tudi Whiplash tukaj zasluženo dobil to nagrado, ker če si gledal ta film v kinu, si res dobil ta občutek, kot da si na sred orkestra noter. Zelo dobro so ta prostor ustvarjali. Tako da... Zakaj bo pa Interstellar sploh nominiran tle? So eni kini imeli tako napise. Ja, to je res zanimivo, ker je bil takrat, ki je bil film v kinih, je bil tak backlash nazaj, da ta film je narobe, sound mixing ima in vse. Ker da se dialoga ne razume. Ja, da se je folk pritožval, pa so pa tako v kinih imeli napise, kao ne, tako je mišljen, nič ni narobe z našim sistemom, tako je pač mišljen. Čeprav to je doskrat pri Nolanu. Je pa Ostrostrelec dobil prvega. Upajmo, da zadnjega. Je bil pa tukaj tudi v montaži zvoka pravzaprav edina nominacija v tej nocojšnji večerni prireditvi za drugi film po knjižni predlogi, v katerem hodijo, se pravi poleg Wild, poleg Divja, še Hobbit. In risanki, obe risanki, kratkometražne, dolgometražne, ki ste dobili, sta pravzaprav iz enega in istega paketa. Ja, tudi predvajanje sta bile skupaj, če se ne motim. Mislim, jaz sem zelo vesel, da Big Hero 6 dobil, da ni dobil recimo How to Train Your Dragon 2, kot je bilo pričakovan, ker se mi v vseh teh 5 nominirancih Big Hero 6 mi najboljšno. Ni pa Lego Movie. Jaz sem vesel, da je Lego Movie zmagal. Tako da, res zasluženo. Daleč najboljši animiran film, kar se mene tiče. Tako da, fajn videti, da se te favoriti, da so nominirani in potem tudi dobijo Oskarja. Tako da Lego Movie, fajn.
Jaz bi pa sam priporočala, če si boste ogledali te kratke animirane filme, tale The Bigger Picture, ki je sicer ni bil nagrajen, je ful zanimiv film. V bistvu jaz še nisem videla česa tazga. Študentski film je pa narejen, te figure so narisane na stene od stanovanja in pa so uporabljeni noter še elementi noter v stanovanju, pohištvo in tako. Take dvometrske. Tako je Ikaja risanka. Ja, no, poglej si. Tega tudi jaz zelo priporočam. Tako da res v bistvu študentski film, ampak nekaj totalno izvirenega. In pa prvi Oscar za Medzvezdje. Ja, ker, kot sem rekel, Nolanu morajo nekaj dati. Pa čeprav ni tle zraven napisan. Ja, vse, ampak veš, sam tako, njegov film mora nekaj dobiti, ne, ker po mojem Interstellar, po mojem, res najslabši njegov film, ne, to se skoraj to strinjamo, ali ne? Ja, popolnoma. Ja, ne. Tako da, ampak se pravim, nekaj smo mogli dati, ne. Sem pa res, ful sem upal, da bi mogoče X-meni tam res dobili, ker una scena z Quicksilverjem, ki laufa po steni, to se ful smešno sliši, ker človek reče, ampak je dejansko fajn. To se res sliši spot od Kingstona. Ja. Bom pa še enkrat čestital ustvarjalcem Lego Movie za Oscar. Ja. Imamo pa, prej smo slišali tudi v tem segmentu pesem Grateful, ki jo je napisala Diane Warren in naša Urša kot mojstrica za hudo trivijo ima kar nekaj podatkov o Diane Warren, za katero je to 7. nominacija za Oscarja in ga še nikoli ni dobila. Ja, jaz sem njena fenica, ker če pa kdo zna napisati te res pocukrane komade, je pa to ona, ne? Mogoče se spomnite, ne vem, Nothing's Gonna Stop Us Now ali pa I Don't Want to Miss a Thing, to so bili vsi z Oscarji nominirani komadi, ki jih je napisala ta gospa, ki je baje tako privat zelo hecna, nikoli ni bila poročena, skozi sam tako 18 ur na dan dela v neki sobici, kamor nobenega ne spusti, glizan sem brala in intervju z njo. Tako da se jo splača malo pogooglati, no. Mislim, najbolj bizaren od teh njenih hitov se mi zdi, da je zame vsaj How Will I Live, to je ena zelo sladka balada, ki jo poje LeAnn Rimes in se pojavi v filmu Con Air. Ja. Con Air, film, ki se ga spomnimo po Oscarjevskih nominacijah. Ja. In po frizuri Nikola Zagreja. Zdaj pa sledi ta scenografija in pa najboljša fotografija. Kaj smo za Budimpešta spet? Scenografija, sigurno. Ja, definitivno. Sicer jaz vam tukaj sem imela enega favorita, ki sem upala, da mogoče ga bodo nominirali. In to je bila komedija They Came Together, ki je v bistvu spuf na romantične komedije in tam noter je tudi scenografija spuf oziroma se norčuje iz scenografije v romantičnih komedijah. Take zelo meta šale so noter v scenografiji. Kar se mi zdi, to je prvič, da sem kaj tazga videla, no. A lahko prvi fotografiji preseneti Ida in pobere še enega, bomo pa videli. Love. Tole je pa vedno tisti del Oscarjev, ki te majhen stisne. Zakaj? In memorija, ma ni tako. Ja, mislim, bolj so presenečenja vmes. Mislim, so presenečenja, ali pa tudi vmes, recimo, mene zmeraj spomnijo na kakšne super filme, recimo vmes, ki je bil Gordon Willis, direktor fotografije, ki je posnel vse 3 botre. Princ teme, Ja, ki so ga klicali. Potem... Sprav, originalni princ teme. Originalni. Tako, prvi. Prvi. Pa še en kup, mislim, Robin Williams, ki je bil šok za vse nas, po mojem, takrat, ko se je to zgodilo. Pa vedno ene par legend, ala Lauren Bacall, ne, ki v bistvu, čeprav je tudi še na stara leta, pravzaprav kar veliko igrala, ne. Ne vem, pravzaprav je vedno več ljudi, kot se jih tako, ko vidiš za nazaj, pa res, je kar šokantno vsakič. No. Mene zmeraj prime, da pogledam kakšen od teh filmov, v bistvu. Zakaj pa, zdaj pridemo domov in Boter maraton. Boter maraton je zmeraj lahko. Ja, ta prva 2 dela, še enkrat. Jaz pa nekaj od Mike Nicholsa, po mojem. Ja, to tudi. In pa Paul Jennifer Hudson, ki je pela, ne, in tudi Oscarjevka. Zanimiva, ne, izbira naslova, ki je bil I Can't Let Go, ne, če primerjaš z lanskim komadom, ki je dobil Let It Go. Ne vem, če so oni to razmišljali, kakor si ti zdaj razmišljal tole. To sam ti imaš ta beautiful mind.
Je pa, če se vrnemo potem nazaj, ne, prej, ko so se oglasi nehali in smo se vprašali, ali lahko Poljaki presenetijo in da bi Ida pobrala za najboljšo fotografijo, ti si hotel takrat na tem mestu nekaj reči. Ja, jaz sem hotel reči, da v bistvu bi bilo veliko presenečenje. Sem kar malo navijal za Ido, no? Da bi dobili, ker ni tako vsako leto, da je nominiran evropski film za tudi najboljšo fotografijo. Čeprav Birdman si zelo zasluži tega Oscarja, ker cel film je narejen, da bi bil v enem kadru in je zelo veliko znanja mogel pokazati Ljubecki, kam je skril vse luči. No, sem ti si rekel, da on je že dobo zagrebati. Ja, drugo leto zapored ga je dobo. Ja, ne. Samo se pozna, ne? Če oba dva filma gledaš, ta kamera, kako potuje se dejansko pozna. In predlanskim filmom smo se pa, predlansko zmago njegov smo se pa ful pritožvali, kako ni dobo že prej, ne? Recimo za Drevo življenja. Ja, za Tree of Life, ja, to je res. Ja. Čeprav recimo Gravity bila dost bolj v bistvu poln film specialnih efektov, kot je Birdman. V bistvu. Ja. Birdman se je bolj poslužil specialne efekte vmes. Evo, Neil Patrick Harris je zalaufal. Ja. Je. Ampak dajmo raj tole. Citizen 4, film, ki ga bomo videli marca v Ljubljani. Ja, kolikor jaz vem, prihaja na festival dokumentarnega filma v Cankarjev dom v marcu. Jaz mislim, če se je kjer film od teh danes nominiranih treba res nujno pogledati, je to ta. Ker to je v bistvu edini film, ki res govori o tem času, se mi zdi, od vseh nominirancov. Mislim, meni je od vseh, ki so danes nominirani, tukaj najljubši. In sem prav čakala, če si bojo upali pravzaprav mu dati Oscar, ja, pa če bo Laura Poitras sploh lahko prišla na podelitev, ker... Jaz sem bil kar zelo skeptičen. Jaz tudi, ja. Jaz sem mislil, da je to skoraj zicer. Da pač morajo dati, ker pa lahko Hollywood reče, lejte. Sam je kar malo žučno pogledvala, ker je pred Clint Eastwoodom doma film. Če je naredil film American Sniper. Sam na eni točki bi se mogel lastar na čelo pokazati. Ja, to je bilo kar. Sicer pa za filmsko montažo pa ritem norosti Whiplash, ki ima zdaj že 4, ne? 3. A je 3, ja. 2 tehnična in pa za stranskega igralca. Mislim, jaz sem bil kar prepričan, da bo Whiplash dobil, zaradi tega, ker ima na nek način najbolj opazno montažo, ker je ritmično montiran film po muziki. Muzika je zelo glavni element filma. Tako da me ni to nek presenetljiv, je tudi super zmontiran film. Jaz sem v bistvu čisto zadovoljna s tem Oscarjem, sem pa malo pričakvala, da bo dobila Sandra Dare za Fantovska leta, da se bo zasmilila kolegom, ker je mogla v teh 12-13 letih, koliko časa je delala na tem filmu, prenesti material iz 20 različnih formatov na 100 različnih diskov. Kasetko, eno disketo, eno... Tlede filmski kolut, zdaj imamo pa na diskuse. Zdaj pa se stav skupaj, prosim, pa materijala je za 200 ur, verjetno. Ja, ker dejansko v zadnjih 12 letih se je ta filmska postprodukcija... Ja, vse se je zgodilo. Ja, zgodilo se, v bistvu ne vidi se to tako, ampak v bistvu preskok v postprodukciji filma je tako, kot je bil preskok iz ČB v barvo ali pa iz dnevnega filma v zvočni film. Sam nažalost v bistvu tako ne opazimo, hvala Bogu. Čeprav je mogoče tudi zanimiv, ne, jih gledati, kako bi, da bi te formate majhen pustili, ne, da se razlikuje tako kot recimo v Grand Budapest hotelu, ne glede na to, na v katerem časovnem obdobju se dogaja, si potem imel ta format slike, ki je bil za tisto obdobje značilen za kino. Ne, in tudi barvno paleto, v bistvu nekako vsako obdobje ima neke barve, ki so preferirane. Ja, to je edini film, ki ti na začetku reče, v kjer razmerje moraš dati svoj zaslon. Ja. Čeprav meni se je pa zdaj glih v bistvu dobro to pri Boyhoodu, glih to, da nisi opazil čist, da ni bilo tako zelo jasno, zdaj smo še pa en let naprej, da je bilo nekako zelo tekoče to povezan. In tako subtilno se mi je zdaj, kako je čas tekel. Zanimivo je tudi to, v bistvu, da za najboljšo fotografijo je dobil film, ki je v bistvu posnet na digitalno kamero na Arri Alexo. Glede na to, koliko se govori o tem, da film je še zmeraj superioren,
v zadnjih letih kar dobivajo filmi, ki so bili posneti na digitalno kamero. Pravzaprav je nenavadno, sploh če je še kakšen nominiran, ki je bil posnet na film. Ja. Letos je bil to Ja, Interstellar, ne? Grand Budapest Ja. Hotel. Mislim, za fotografijo Tle ne, ja, Ja. to je res, ja. je pač Wes Anderson seveda ustrajen. Ja, se tako, kot Nolan pač. Je pa tudi tle, ne, pri Whiplashu, ne, da je dobil pač montažo, ko si je rekel, Matevž, kako je montiran, bomo poznajo o tem. Okay. Nil. Hvala za besedo, Nil. Malo imamo zmede tukaj, le Terence Howard je glih kar v leto, sem sprašal, če imamo še kaj pijače. In smo ga morali poslati kam drugam. Glory je dobila, lele. Malo to gažilna nagrada za Selmo. Ja, to je Ko bi- token Oscar. Ja, ko bi po mojem ta film bi zaslužil še v kakšni kategoriji biti nominiran vsaj. No. Tako da smo kar pričakovali tega, se mi zdi. Ja, je pa tak čustven moment. Ja, malo over. Malo čez. To je ta the Oscar moment, ne, kot se temu reče. Ja, to je. Pa moramo vedeti, da je tudi Amerika zdaj pač v takem času. Da dejansko je zelo zeitgeistovski komad. Ja, in tudi v bistvu cel film je zeitgeistovski. Ja, nažalost. Ja, nažalost, ja. Ker težko je verjeti, da se ene stvari kar ponavljajo. No. Ja, tako, veliko bolj bi bilo, če bi bil Everything is Awesome zeitgeistovski, ne, ampak žal. Ali je bilo to super. Sploh pa pri tem zdaj, pri pesmi, če se vrnemo še malo nazaj, tisto, kar smo hodili prej, še omeniti, da Whiplash, kar si omenil, Matevž, kako je z montažo, ne, po glasbi in potem po teh bobnih, da dejansko pa ne Ritem norosti, ne Birdman nista nominirana za glasbo, zaradi tega pač, ker so bobni, ne, ker manjka melodija. Premalo violin. Ja, ne, v bistvu tam je bilo nekaj drugega spornega pred Birdmanom, ker je v bistvu ta bobnenje ni bilo neki, vzeti bilo z nekje, no. In ni spadal kot celoten sam skorno. Ja, pa Weird izgleda, ker bi bil samo eno del z bobni na odru. Ej, če Questlove, takoj. To je res, če bi bil Questlove, to je pa res, ja. To je pa res. Čeprav moram reči, da meni v bistvu osebno pred Birdmanom so me te bobni bolj motili. A ne? Tukaj. Meni se tudi zdi, tako na trenutke so že malo najedali, kada hoče zdaj nekaj povedati, ne, Ja. njemu je full bad, on je full zmeden. Malo preveč so počrtavali stanje v bistvu glavnega lika. Dejansko pa zanimiv, ne? Lego Movie že 2 Oscarja, to je noro. Zanimiran film in za komad, to je skrensko. Ja, vse to. Zdaj mogoče bojo dobili tudi zdaj še za najboljšo originalno glasbo. Lej, jaz verjamem. Tako da ja, dvakrat imamo Desplaja tlele, pa Cimra, Eršona, Johanssona. Johansson je resen kandidat, se mi zdi. Mislim, se tudi ta, pravzaprav v bistvu je tukaj 5, razen meni ta Imitation Game ni bila preveč všeč glasba, ostali 4 so pa zelo zanimivi v bistvu. Tudi ta Interstellar je zelo netipična glasba za Hansa Zimmerja, ni toliko pompozna, kot on ponavadi. To Čeprav jaz mislim, da se tle bo Desplat, v bistvu si tudi zaslužkaš, ne? Ampak se bo tle sam sebe preglasoval. Ja, zna se zgoditi, da pol pride Johansson. Je pa ta njegova glasba za Grand Budapest po moje najbolj tako, da takoj, ko jo slišiš, pomisliš na ta film. Ne? Ja, zelo je tak. Mene je isto pri Interstellar. Jaz sem kar malo jezen, da mi je Zimmer že spet igrate zaradi Nolana. Me je šlo že film. Zdaj pa že z Inceptionom, ne, je bil on, ne, s tistim gongom ali karkoli. Ja. Tako da, ja. Upočasneno je Deep Piaf spodaj. Tako, Ja, tako je, to je res. Čeprav meni je bil njegov soundtrack za Dark Knight, je bil vrhunski. Ja, saj to, ne. Ampak je delal tam skupaj z Newtonom, v bistvu. Sam, on bi mogel biti eno od unih pač takih klasičnih Hollywood, ki jih je naredil že 100. Mislim, Zimmer je tako kot Williams. v bistvu. Ja, se to je. Očitno smo se všteli, 4. Oscar za Grand Budapest Hotel. Super, jaz sem bil prepričan, da mu ne bo uspelo, ampak je res svojo muziko je v bistvu dal še to komponento filmu. Takoj, ko slišiš muziko, veš, da je to Grand Budapest Hotel. In tudi dobro je zajel ta časovna obdobja različna, po moje. Tako, no, v bistvu on je tudi eden od teh, za kere, tako kot prej ta Ljubeski, za kere smo se že parkrat spraševali, da bi pa res že bil čas po čas, ne, da bi kaj dobil. Tako da mislim, da je bil to kar pravno. Pa super je to lahkotnost filma, v bistvu, ujel noter v tem svojem komadu. Pa mi smo Lady Gaga. Ja.
To prepuščam Urši, Ja. ljubiteljica. Ja. Ampak ne moreš reči, da ni korektno odpela. Ne, pa se je odpela, mi smo bili tukaj vsi presenečeni, v bistvu, da res zna dobro peti v živo, ne? Sem glede na obleko sem čakal, da bo v Let It Go še noter zapadla. Ja, ne, jaz sem čakal, da bo costume change, ne? Da bo na eni točki spet Na sred, da si bo slekla, pa bo meso spod kriminalcev. To je bilo bolj važno. Ja. Drugače pri tej glasbi, jaz sem malo bila razočarana, da so čisto spregledali ta irski film Frank, ne vem, če kdo gleda od vas. Ja, ki je po tem Frank Longbottomu. Ja, ne, ja, potem, ki ima genialno muziko noter. Mislim, če ste ljubitelji te malo čudene pop, rock, elektro glasbe. Glavno, to je The best film s film tipom, za ki ima pogledat. kartonsko glavo. No. Iz kašeja, ne? Ja, genialno zaseden Michael Fassbender, Ki se ga ne vidi. ki ga ne vidiš v obraz, tako 90% filma. Ja. Ampak super muzika. Mislim, tudi en komad, ta zadnji, bi bil komod tukaj med nominiranci, bi čist pasal. Sam mislim, da je stil muzike ni takšen, da bi glasovali v bistvu člani akademije. Tako kot smo rekli prej, Whiplashu premalo violin. Ne? Ja. Ja. Ok, zdaj pa gremo naprej na izvirni scenarij, pa prirejeni scenarij. A lahko naš ljubi Grand Budapest Hotel dobita petega zdajle? 100% bodo. Ali bo ga Boyhood prehitil? Čeprav jaz, pri Boyhoodu jaz sumim, da on na začetku še ni imel celega scenarija napisanega. Ne, ni ga imel. On ga je Ali je sprepisal. pa res ful obvladal te neke tehnološke? Le, a lahko samo nekaj rečem, zato ker ga do zdaj res smo premalo menili. Ja. Ok, dej ne Foxcatcher to dobi. Ne bo. Vem, da ga šans, nav, jaz ampak- vem, da ga nav, ampak dej ne ta film neki dobi. Pač, ker je ne to preveč fajn, da je kičast, ampak ja. Tako da ne, jaz gledam, to je ta prvič, ki pa ne navijam za Grand Budapest Hotel. ampak Zato se jaz boš sem- zdaj usedel v kot? Ja, V bistvu zelo močna kategorija, ta izvirni scenarij. Ne? Tako, Ja, za veš kaj, za razliko- kazen bo zdaj prišel John Travolta do tebe in se pogovarjal s tabo. ne, sem ja, ful je močna v Ne, jaz bistvu. pa mislim, da frontrunnerja sta The Grand Budapest Hotel pa Nightcrawler. Nightcrawler je včeraj dobil na Spirit Awards. za najboljši Kar scenarij. pol lahko pomeni, da kleno neš dobo. To je res, ja. Ampak Writers Guild of America je v bistvu nagradil Grand Budapest Hotel, tako da ponavadi so tle kar sinhroni. No. Glavno pol pravi, že bo Foxcatcher, zanimivo. Ja. Zanimivo. Kdo bo pa prirejenega dobil? Imitation Game. Če ga American Sniper, grem domov. Čeprav, ja, Itak bo šel ne, kmalu, mislim, ker če pa še še tri česa ure ne trajajo zasluži, pa to Oskarji. Oskar za scenarij, ne? Če pa res česa si ne zasluži. Ja, Eddie Murphy je bil nocoj še hitrejši, kot na 40. obletnici Saturday Night Live. Čeprav tam bi moral on igrati Cosbyja v Ja, pa je rekel Celebrity ne, ne. Jeopardy, pa je rekel ne bom in ga je pa Kenan Thompson. Tako da, Anže, kaj si hotel reči? Ne, sam že spet mi je všeč, ker ne povem prav stvari. Foxcatcher, scenarij, ne. Zasluženo. Zasluženo, tako kot bi človek pričakoval. Kam Ampak daš ja. ti ves svoj denar od dobitkov na lotu? Ja, sem res. Športne Jaz stave pa imamo. kva, Birdman ali kaj. Ja? Ja. Ja, ne vem. Jaz sem bil kar zelo presenečen v bistvu. Ja, jaz sem ne vem, kva reči, pa mi je v bistvu kul film, ampak... Ja, meni je super film, ampak Ja. nisem pričakoval, da v tej kategoriji dobil Oscarja. Ja. Mislim, Boyhood zadnje cajte malo s kolebenco skače zraven, ne? Se Ja, ne dogaja. jaz mislim, da na koncu on kar zvisel, ja. Da pa vse te glavne. Tako Zdaj, če je izgleda. dobil Oscarja za scenarij Birdman, zna Se bo pobrati Paul vse Linklater žrl, zakaj nisem tam jem dal, da bi si un tam mal, ker mu ne dile razbijo in bil na uno cirkularko v furnirju noter, ker bi bila pa drama. Ja, glavne. Da je to bila zlata palma v Kanu. Čeprav se mi zdi Birdman, ne, tako, tam noter je ena scena sama, kjer se dve igralki znajdeta sami v sobi in pol 4 scenaristi se razmišljajo, kaj dela ta dve baby, ki sta sami. Kaj bi lahko počele, dajmo se hitro nekaj spomniti, a kaj če bi se kar lupčka. Ta je res slaba. Mislim, Ne, meni se recimo, kad dva zdi- tipa se pa ne. Ja, čeprav moramo vedeti, da pri Birdmanu, ne, ki je film dejansko, ki izgleda kot v enem kadru, je v bistvu vsa ta montaža bila potrebna biti narejena v bistvu že na nivoju scenarija, ne. Ker ni bilo prostora za nobene odvečne scene. Tako da, ja Če okay, mene vprašaš, se malo vid, da bi še kaj lahko tam šlo ven. Ampak ja, to je res. In pa igra imitacije. Ne? Prvi scenarij, ki ga je napisal Graham Moore za film. In, Ja. On je v bistvu pisal neke knjige, ni bil v tem zelo uspešen.
Pa ga je prepričal menedžer, da je prišel v Los Angeles, da mu bo zrihtal job. Delal je na parih nekih serijah. Pa je v bistvu prepričal producente, da napiše v bistvu The Imitation Game. In ta The Imitation Game je pred parimi leti tako krožil po Hollywoodu že kot super napisan scenarij. Je pa dejansko njegov prvi scenarij, ki ga je sploh napisal. Tako je kar nekaj, ne? 16, ko ga je napisal. Ne, ki ga je napisal, je bil star, takrat je bil 25. Jaz sem ta scenarij pred 3 leti prebral in v bistvu sem bil zelo fasciniran, ker je bilo vse prav. No. Čeprav, ja, vse prav za scenarij, ni pa vse prav glih historično. Za historično, ampak... Tako da tukaj zdaj spet, ne, se vidi, pač nagrajuje vse to, kar vidimo, ne tisto, kar bi bilo res, kar bi bilo bi. Hoteli slediti resnici. Ne, pa to je Zato- fikcija, tako da... Zato Foxcatcher zmaguje. Že peljemo to temo naprej. Drugače je pa ful lepo zahvalo. Ja. Stay weird pa to. To ste pač. Meni so všeč te, ki pač ponucajo za neki svoj govor. Isto je imela, kaj Patricia Arquette je bila za ženske, ta je za geje, tako da ne slavijo. To je zmerno fajn, zato ker pa bojo, jutri bo pa vse, kakšni momenti. Kakšni momenti. Zdaj moramo so bili vedeti, to. da v bistvu v Alanu Turingu v bistvu pred parimi leti skoraj nič nismo vedeli. Ne? Ja. V bistvu vedeli smo, da je oče računalnika, Ja, okay, to je res. ampak nismo pa vedeli te njegove celotne zgodbe okrog enigme in v bistvu ni njegovega pevskega življenja. Anže, kako ti rata? Kako ti rata? Spet se ugano, Foxcatcher. Lej, to je, it's a gift, se temu reče. To je ta nepričakovana vrlina nevednosti. A ne? Ja. Ja, super, ne? Ja, Birdmana so vsi kupili očitno. Kot smo v šali rekli, ne, kaj te Ja. režija, itak je bil sam encoder. Ne, sem res dosti, jaz sem mislil, da bo tako, da bo zraven, ne, ampak sem res bolj na bolj. Jaz sem mislil, da se bo razdelila, bolj hud pa Birdman, ampak zdaj bi rekel, da bo Michael Keaton dobil in najboljši film v bistvu Birdman. Ja, ker tako res kaže, ne. Ko očitno, ali ško pa se ponovadi ta val zgodi, pa ko začnejo kategorije pobirati, ne, na eni točki, ampak ja. Grand Budapest je v torej kralj tamalih kategorij. Ja, pa ima par Foxcatcherov, zdaj pa Birdman, ne, pač to je, ne. A upamo napovedati, zdaj le Urša, kaj praviš ti? Tri Jaz žalujem, kategorije. jaz grem domov, jaz ne. Vse mogoče pa bo še en Sound of Music, veš, tribut. Ja. Če gremo na okol, ajde, najboljši Dej, igralec. Urša, Jaz kar ostanem pri Bradleyju Cooperju, mogoče bo vsaj malo zanimivo. Jaz pravim Michael Keaton. No? Navijam pa za Steva Carella, ki nima šans. evo, jaz tudi pravim, da Michael Keaton dobo že. Steve Carell. Steve Carell. Foxcatcher! Evo, gremo hit igravka. Julien. Ja, Julian mora. Ja, ona bi bila super. Ne? Evo, jaz bom rekel Rosamund Pike, se ne veš. In pa film Birdman, a? Ja, Birdman. žal. Ali bo presenetil, ali bojo mogoče hud, da hotel pol s filmom. Ne, jaz mislim, Potroška. ne, jaz sem tako rekel, Birdman ga bo dobo, ampak upajmo na Wesa Andersona, ne, da Budapest, ampak Težka bo, Ne, ne. težka ne bo. bo, ne. Ja. A omenimo še kakšna ogromna luknja zeva v kategoriji najboljši igralec, ker ni nominiran Ray Fiennes za Grand Ja, Budapest. recimo. Tako, Oskarje smo pripeljali do konca. Hvala Nilu Patricku Harrisu, ker nam je občasno prepustil besedo. Z vami smo bili ekipa podcasta Glave in za konec še čisto povzetek tega povzetka Rdeče preproge, ki se je odvil v 3 urah in pol. Kaj je bil vaš najljubši moment botočnih Oskarjev, poleg tega, da je Lego film dobil Oskarja za najboljši film? Anže? V bistvu je bilo sam kul, da je Birdman, mislim presenečen je, da je Birdman to pobral. To si bom najbolj zapomnil, v bistvu od vsega. To pa seveda vse Oskarje Foxcatcherja, ki so se odvijalo v moji glavi, ampak vseeno. Ok, Matevž? Težko povedati. Ne vem, kam je tisti najbolj. Mislim, vesel sem, ja, da je Birdman dobil, ker po mojem mnenju je bil najboljši film letošnjega leta. Vsaj od teh, ki so bili nominirani. Urša? Moj najljubši moment je bil, ko se je končal ta Moje pesmi, moje sanje, vložek. In ko sem še imela upanje, da Richard Linklater mogoče dobi kakšno nagrado. Ne, drugače pa v resnici po moje, da Lonely Island.
Jaz sem tudi to rekel, jaz sem hotel reči, sicer ne prav Andy Samberg, da sem videl, ampak Will Arnett kot Batman, ki je v letu za tiste Ja, pa par meni je bil sekund, v pa bistvu- Questlove zraven na bobni. Everything is awesome, v bistvu mi je bil the best. Tako da, super, vsem zdaj želimo lepo dobro jutro, pridite nas poslušati na glave, najdete nas na aparatus.si, tam so tudi drugi podcasti, mi pa, ne vem, gremo zdaj skat Terence Howarda, če ima kakšen pir za nas, ki smo oddelali. On je na afterju. On je na afterju, ja. Lave. Ja, ok, ura je 6:22, Dobro jutro. gremo reči zjutraj. Pa se je bilo dobro jutro, bilo že prej. Ja, že prej, ja. To se pravi, danes je še kar ponedeljek. Mi smo glihkar nehali. In smo v istem časovnem pasu kot Sean Penn. Ja. Glihkar smo nehali komentirati Oskarje. Tako da hvala unim, ki ste poslušali že po TV-ju, na Planet TV-ju. Drugač pa zdaj kaj, strnemo malo tise. Kaj naredimo? Dajmo. In potem, verjetno, ne vem, kako si ti zmiksal to zdaj? A so že slišali med uvodom, pa tem zdaj, a so že slišali, kaj smo govorili? Po moje, ali pa tudi ne vemo. Ne, v glavnem. Ja, bomo videli pa. To je to, presenečenje. Če slučajno sem dal na konc tisto, kar smo mi na Planetu govorili, moj bog, ta Foxcatcher, kako je to pobral. To je bilo čisto do. Smo pričakovali. Smo vsi pričakovali, ja. To je res. Ja, Čeprav meni je debesno, da ga je Lego pri temu za najboljši film premagal. ja to je res, to je res. Nekaj mora tudi Pa lepo. za najboljšo animacijo, ne, da je premagal Ja, vse. Foxcatcher. Vse, ja. Ok, pa če smo malo resni. Birdman je ful pobral. Ja. To je pač dejstvo, ki si ga Ben ni upal napovedati. To se skoraj. Ne, da ni dober film, sam da bo Boyhood s kolebanca zraven skakal, Birdman pa se živo poberal. To bi si kdo poprej reči. Ne, jaz mislim, da se to razdelila. V bistvu, da neki bo vzel Birdman, neki pa Boyhood. Da bo v bistvu Birdman dobil za režijo, pa igralca, Boyhood pa za film. Najboljši. To sem jaz bil prepričan. Tako je pa Birdman zdaj dobil vse te nagrade za Scenarij. Za prvi razred, ne, za 5 zvezdic, Grand Budapest Hotel pa te za postreščke. Ja, Smo pričakovali, ne? Ja. V bistvu, Tako je, to smo- ja. Je pa Sploh zanimiv ne pač povedal. pri igralcu, ne. Michael Keaton je zvisel, jaz sem mislil, tle, Skoraj to, kar Ralph Fiennes ne ga sploh ni bil. Meni se je zdela ta cela kategorija malo zgrešena. V bistvu. Ja, Mislim, da tudi Michael Keaton je bil nominiran bolj zato, ker smo vsi veseli, ker se ga spomnimo iz teh njegovih Batmanov, pa iz Beetlejuice, ker v bistvu je ta vloga ni bila glih, tako malo je po površju praskal, se mi zdi. jaz sem imel, ta vloga imela ta meta Meta-moment ja, je v bil, bistvu. ja. Prav je res, da ne, on je rekel, ne, da kao ni bilo vloge, še ki bi bila bolj nasprotna od njega. Ne. Ja. Čeprav mislim, da ni, da tudi Edward Norton je komika igral tam. No. Ja, On je bil pač. Ja, Edward jaz- Norton, čeprav ja. jaz res- On je bil bolj Edward Norton, kot je bil recimo Neil Patrick Harris v Harold and Kumar Go to White Castle. Ja, to je res. Harold in Kumar bo zdaj. Ja, zakaj ni v ta film, ne, v glavnem? Ne, ne, pa zdaj pa, ok, prej za Bancija, na Foxcatcherja pa to, no, ampak zdaj pa čisto resno, ne. Pa če nič ni dolgo, ne. Pač nič Vse ni nismo dolgo. Res nič pričakovali, ni da dobro, bo ne? kaj. Ja, ampak- nič ni dolgo, ne. Po mojem, da je to preveč čuden film. Še ti si rekla, Za te saj masko bi starčke. lahko zaradi nosu, ne. Ja, ja. A ne, pa tudi to ni Jaz šlo sem skozi. mislil, Nos da ni bil dovolj. jaz mislil, da bo masko dobil, no, da tle ne bo dobil Grand Budapest Hotel. Ja, same, ne, v bistvu je bilo tako, ful so si eni filmi razdelili, ker ne bi mislil, da bojo te kombinacije, a veš. Vse pogledamo, kje so bile v bistvu presenečene. Ne? V bistvu, meni je bilo za originalni scenarij, Res je. pa za igralca. Igralca, definitivno, ja. Čeprav je Eddie Redmayne kar enih nagrad pobral, mislim, to se je napovedovalo, da zna biti dvoboj med njim pa med Batmanom, Birdmanom, in da je spoiler mogoče nek tak kandidat iz ozadja Bradley Cooper, za katerega jaz takoj podpišem, da talent raj porab za to, da te rakune pa podobne like igra. Mislim, na mestu Bradleyja Cooperja brez problema na Kralj Fiennes bil med nominiranci. Ja. pa tudi Čeprav drugi. moramo reči, da je Bradley Cooper v ameriškem ostrostrelcu zelo, zelo dobro pestoval Keanuja Reevesa tam. Ja, sam je, ma ne vem, jaz sam mislim, da tako Eddie Redmayne je meni sicer kul, ker mi je bil kul v The Good Shepherdu, ampak pa tako, pa ga pa nisem kjer več videl, zdaj ima pa Oscarja. Ja, tako da- te mesec, kot je Jurša rekla prej, ne, da je... Ali Sam to Miserable, noben od nas ja, ni to- gledal, ker ja. nismo glih ljubitelji muzikla. Ja. Kaj pa Neil Patrick Harris? Proti koncu se je mal
Mislim, malo izboljšati. Tako je bilo vse bilo varno. Sploh je bilo vse varno. Letos, Ja. tudi, Vmes je sam spustil. ja, kakšno tako kratko, drugače pa tudi recimo tudi podeljevalci, ne? Oni so bili čist Mehanski. Noben zdiha se ni tako, upokojil. ni bilo Razen Andy vidno, Murphy. vidno pijanega slash zadetega Terence Howarda. Ja. Razen. On po mojem ni načrtoval tega, da se Pa bo- face touching Travolta. Pa face- Ja, ja, to je ja. pa res. Jaz sem sad, mislim, veš kaj meni se zdi, Travolta zdaj mu tole vzel kot audicijo za ta nov Alien film, ki bo, da bo Facehugger igral, zdaj ko bo Blomkamp nekaj režiral. On se bo v je bistvu izkazalo. naredil Andija Serkisa za CGI. Pač, Ja. več ali manj, tako da. Čeprav moram reči, da je saj v tem filmu preživel, ne? V Gone Girl ni preživel, recimo. Ni Patrick. Ja, ni Ja. Patrick. Ja, to je. Ampak zanimivo, v bistvu zelo te čudni filmi so zviseli. Ne? Tudi Gone Girl, ki je v Ja. bistvu dost tak malo neprijeten film za gledati, tako kot Foxcatcher je totalno izvisel. Čeprav po moje, dobro, veliko ljudi je pričakovali vsaj za prirejen scenarij nominacijo, če že ne Oscarja, ne, za Gillian Flynn. Mhm. Pa po moje za montažo bi si zaslužil nominacijo, ker je montaža res pri tem filmu nekaj Definitivno. posebenega. Ker Ja. je prav igra na to temo, da nekaj izgine, takrat, ko tega ne pričakuješ. Ne? In velikrat ti kakšen kader odreže, glih takrat, ko začneš gledati, kaj je to. Tako da, Sam ja, je pa pol, veš, glih to, no, pri montaži je pa pač Birdman očitno je bil res nek tak paket narejen za Oscarje, ne. montaža dobo veš, Whiplash. Ne se to, ampak Ja. to, glih to samo da rečeš, pač vse dobo montaže nekaj, v bistvu mogoče. Ne more dobiti. Mislim, Ja. zato je za scenarij dobo, ker so mogli. No, ja, ker so neki mogli dati, no, ja, se to, ampak je pa tako, te obrtniške je dejansko Paul Birdman pobral. Ta glavne, ja. Ta glavne obrtniške je res, očitno se pač lepo znajdejo med temi silnicami, ali kako se že temu reče, ne, tako da. Pa ne, se je nad slabega v bistvu, no. Pa še enkrat, ne, Foxcatcher, ne, Pa Lego Movie. pa Lego Movie. Dobro, vsaj ta je bil, ne, veličastnih 6, Big Hero 6. Big Hero 6 je veličastnih 6, ja. To sem jaz bil kar vesel. Jaz sem zelo živel v tem filmu. Ne. Uh, Mislim, predvsem smo vsi veseli, da ni How to Train Your Dragon 2 Ne, znal. meni je super tudi ta Big Hero 6, zato ker zdaj končen ta The Marshmallow, Stay Puft Marshmallow Man končen dobo novo vlogo. Ja, da ni sam Ghostbusters. Ja, da nisem tam tako, da tudi če kje drugje zdaj malo igra. Fino videti ta comeback. Ja, to je tako kot Birdman v bistvu. Ja, ok, Big Hero se je zdaj tako. Glih je toliko Ja. časa, je pa še več. Ja, še časa več je čajta, tega. ja, ker Ghostbusters so bili prej. Tako da, Jaz sem tudi zadovoljna z Oscarjem za najboljši dokumentarc. Ja, jaz to definitivno, ja. da so Snowdena Po moje- požegnali. Tako, no, če smo čisto iskreni, čez 20 let, ko bomo gledali malo te nominirance pa nagrajence, po moje Birdman ne bo glih film, ko bi se ga spomnili. Tako kot danes, če pogledaš Shakespeare in Love ali pa Chicago. Dobro, Shakespeare Ali in pa Love se Beautiful- spomnimo, zato ker smo vsi razpizdeni. Ja, ali pa Beautiful Meni se zdi, Mind. da je še veliko slabših filmov pravzaprav dobili tega Oscarja. Še enkrat, Ali pa Beautiful Mind. No, sem Birdman je dober film. To ne more. Ni Beautiful Mind. Ja, ni Beautiful Mind. Ne To je vem, če res. se čisto Ja, strinjam, no. to lahko. Dobro, lahko ti ni dober, ni pa Beautiful Mind. Ne. Tako, no, se mi zdi, da danes sta te dva Birdman pa Boyhood sta v bistvu zelo nasprotna filma. En je dost, ta Boyhood je dost subtilen, pa kjer gre za stvar okusa, po moje. Boyhood je dost subtilen, dost igra na, ko misliš, da bo igral na neke dramatične momente, pa na neke klišeje, on pa za nalašč se glih tem momentom izogne, ali pa neke te prelomnice v odraščanju, ki jih kar spusti, ne. Birdman je pa Birdman meta. glih, ja, gradi na tej pompoznosti, totalni, na tej drami in zgleda, da pač akademiji to bolj sede. Pa tudi v bistvu se je zgodovina dokazala, da ni nujno, da se zmagovalcev zapomnimo, dobrih filmov se zapomnimo. To je res. V bistvu, Foxcatcher. recimo, Foxcatcher pa si Psiho ni nikoli bil nominiran, pa, Ja, to je tudi res. ja, Vučko je bil nominiran. pa se ga noben naslov. Jaz je bilo kar tako vaki, ne, še Oscar nominirance smo imeli, ne, v svoji sredi. To je res. To je Sem res. res, kdo lahko to reče? Ja, bolj malo ljudi. v Sloveniji. V Sloveniji je res bolj malo ljudi. Pa kaj, tujega režiserja je dobil Polak, ki ni okoran. Ja, to je tudi res. Edini ta drug, ki še. Ja. Dva sta. Dva Pa en je naš. ja, ja drugač pa Kaj je klar. bilo, prav zanimivo bi bilo, ne, če bi pa še dobil vnote drugo nagrado, ta Ida. Za najboljšo fotografijo. Ja. Posebej zaradi tega, ker je v bistvu po ne vem, 14 dneh snemanja zapustil originalni DOP, tisti film. Je prišel en. Za vse, ki niste tako vešči A to tega sta te dva oba, ki sta izrazja, je ja. to direktor fotografije. Ja, točno, ja, pardon, se opravičujem. Ampak dejansko je pol dokončal film en direktno frišen iz šole. Tako da en. Ja. Ampak Oscarja bi pa oba dobila. Oba, da. Si razdelila.
Ne, no, dober sem. Tako pa ima ta unga iz Lego kocka. Ja. Pa, ki smo pri Lego kockah, super so bili. Ta Everything is Awesome komad, ki so ga odpeli. Najboljša točka. To To bo je bilo. YouTube hit, ne? Ja, Čeprav ne, mislim, da bojo tudi to izselme ta glory. Predvajali, Ja. ker je ta Ready, The Big ja. Emotional. ja, ker so pa tri standing ovation, pa to. Tako da, ja. Ampak No, ti pa si bil Lady pa tak Gaga, ful- ne? Ja, pa Lady Gaga, ne, to je bilo Urša Urša. uživala. Super, ja. Jaz vsakič, Mislim, ko zaslišim- ful dobro imaš skrite te luknje v kolenu. Si jih zvrtala sproti s Vsakič, ko vedrom. slišim moje pesmi, moje sanje. Samo Edelweiss pa ni vmes pela, ne? Bring me Edelweiss. Nekdo je rekel, da je bilo par vrstic, jaz nisem, mogoče malo sem se že izklopila takrat, pa nisem bila toliko pozorna. Sam šum vmes, pa je. Tako. A še kaj tajnega? Da je bilo ekstra. Ja, kje je bila višja sila, ne? Ja, više sile tudi ni bilo. Johannes Kunke. Mislim, da bi ga namesto Benedikta Cumberbatcha mirno lahko nominirali. Ja. Lahko je. Tudi dober moment je bil ta, no, ko je John Travolta od zadaj gleda Benedikta Cumberbatcha. Ja, je ena slika, kjer izgleda John Travolta zelo creepy. Tako kot ponavadi izgleda John Travolta. Sklene, ja. Predator. Predator, ja. Tako da. In more ways than o glavnem. Ja, nač, to so bili, ne sploh ne vem, kjer Oscari so bili to. Jaz sem 87. 87. Z glavami jih bomo skoraj ujeli. Ja, sam res. Slejko prej, no. Ampak, ja, nač, to je to. To so bile glave 50. Ekstra, to je ekstra. To je ekstra izdaja. Ja, glave. to je To je ekstra 87. jutranja izdaja. Ja, ki jo bojo malo dali zvečer na net. ker- Da še enkrat, mi smo celo noč po koncu, ura je 6:33, zdaj le. 6:34. Okay. Hvala, ker si me popravil za teh 7 sekund. Urša, kje se te najde na internetu? Na Twitterju pa na Googlu. Okay, si pa na Twitterju, di povejte. URSSA podčrtaj M, hvala, da sem spet lahko povedala. To ima svoj Lepo. handle. Okay, Mateo že na Twitterju, Afna Mateo Žluzar. Mateo Z. Mateo Žluzar, sploh ti ne bom dal šanse, unga tvojega odgovora povedal. Je bi se. Okay. Pižamca, ti? Afna Pizama, pa Afna Pizama XX za angliške prijatelje. Kje se pa tebe najde? Jaz sem pa Afna Zeta, v glavnem. Kje pa Ah, v angliških straneh? Dajte nas polajkati na Facebooku, če nas še niste, posledite nas na Twitterju, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri in darujte 4, 8 ali 12 evrov mesečno, zato da bo aparatus lahko lavo, kar pomeni, da bo že danes si nabavil toliko kave, da bo zdržal do 4 popovdne na šihtu, če ne pa pejte gledati danes. Pejte zdaj za nazaj gledati, kakšne je pri svojem delodajalcu, kjer ureja internet in državna omrežja, kakšne je pokal po statusih, koliko zatipkanih napak. Ja, kaj vse bo šlo na robe, oziroma je šlo, zdaj, če je to za nazaj. A nač, 3-4 zdaj pa kaj rečemo? Everything is awesome. Everything is awesome, ja. Ajde, 3-4 zdaj. Everything is awesome! Ampak ni. Foxcatcher.